Morda se komu zdi, da je cerkev v zadnjem času posebej na tapeti, bolj kot sicer. Na nek način je to celo res. Res je za nami dolgo poletje, ko so časopisi na prvih straneh kar serijsko obravnavali takšne in drugačne zgodbe naših škofov. V nekem momentu poleti so celo farna oznanila, meni sicer neznane župnije, svetega Jakoba ob Savi postala internetna uspešnica. Cerkev je bila to poletje torej končno spet nekoliko bolj v trendu, kot se reče. Ampak kljub vsemu jaz mislim, da je vtis, da se dogaja nekaj posebnega napačen. Pod slovenskim soncem se namreč nikoli ne zgodi kaj posebno novega. Stari leitmotivi dobijo kvečemu novo obliko, stari predsodki dobijo samo nov spin. Ne govorim na pamet. Janez Trdina, avtor znamenitih bajk in povesti o Gorjancih, je na primer že pred 100 leti in več pisal takole, navajam: Na kmetih kvarijo ženske duhovniki, graščaki in oskrbniki. Konc navedka. In potem razvija naprej, očitno že takrat znano teorijo, da je tako pač zaradi, navajam, srednjeveškega, nečloveškega celibata. Konc navedka. In tako naprej, kot bi bral kakšen včerajšnji časopis. Res je, Trdinove formulacije so za sodobno ušesa morda nekoliko zastarele. Tudi v bistvu gre za sodobno fascinacijo, v bistvu za ogorčenje nad za posvetno logiko, nad za zemeljsko logiko nezaslišanimi cerkvenimi pravili, običaji in institucijami. To nekatere stvari sodobni svet težko sprejme. Take zgodbe gredo torej dobro v promet še danes. Seveda nekoliko bolj popreproščeno, prežeto z obveznim senzacionalizmom in celo histerijo. Na slovenskem trgu idej so torej mehovi morda res novi, tudi vino je staro, včasih tudi že kar skisano. Jasno, z nekim kritičnim odnosom medijev do cerkve načeloma ni nič narobe. Do neke mere je to celo higienično in celo zelo prav. Toda prej omenjeni Trdina se je od mnogih današnjih žurnalistov zelo razlikoval v eni bistveni stvari. V svojem samoniklem, nekoliko obešenjaškem pogledu na svet je bil dovolj duhovit in predvsem dovolj širok in odprt, da je bil zanimiv. Zaradi te temeljne širine bralc Trdinova vesela zapažanja rad vzame v roke še dan danes. Nasprotno pa slovenski mediji prepogosto primorijo samo najbolj preprosto, črno-belo, binarno logiko, tisto logiko iz Orwellove Živalske farme, kjer je veljala naslednja maksima, ki jo vsi poznamo: 4 noge dobro, 2 noge slabo. V našem javnem prostoru, in če že govorimo o cerkvi, bi veljalo takole: Kristus dobro, pa še to samo zelo pogojno in včasih, seveda, škofje in ostali kleriki slabo. Ni presenetljivo, da na ta način medijski lov na čarovnice in na škofe, ki smo mu priča, postaja zmeraj bolj enoličen in utrujen pravzaprav in dolgočasen. Toda res je tudi nekaj drugega. To zadnje obdobje, ko je cerkev intenzivno na medijski tapeti, je bilo morda na momente res mučno, na momente groteskno, včasih celo zabavno. Tudi nekaj je potrebno priznati. Konec koncev mislim, da se bo pokazalo, da je bilo to obdobje za cerkev tudi koristno. Zakaj koristno? Najprej se je pokazalo, da slovenski katoličan zelo dobro ve, kdaj je potrebno biti kritičen do svoje cerkve, do sebe, in kdaj gre samo za mastne časopisne naslove in za trivialne teme. Po letošnjem poletju se je pokazalo, da ima slovenski vernik zelo dober kompas za ločevanje zrna od plev, ali če smo že na shodu kristjanov, za ločevanje ljulke od pšenice. In kljub temu se slovenskega vernika kar naprej podcenjuje. Najprej vernika podcenjujejo mediji.
ko zganjajo vlogo moral oficirja in si dvigajo naklado ob starih gostilniških tračih, zna slovenski katoličan brez večjih težav ohraniti mirne živce, zamahniti z roko in reči so what, pa kaj potem, oziroma ja, Bog pomagaj. Toda slovenskega vernika pogosto podcenjuje tudi cerkev sama. Navsezadnje smo za vse razsežnosti mariborske polomije izvedeli iz pri nas malo znanega italijanskega tednika L'Espresso, ko je januarja 2011 objavil zgodbo o hitro bližajočem se zlomu. Šele naknadno smo to prebrali v našem verskem tisku, šele naknadno se je zganila naša cerkev. Nedvomno se žalostni potop tega, kar so ustvarjale generacije laikov in duhovnikov, ne bi zgodil na tak način, če bi znotraj tako kleriških kot laiških krogov potekal nek normalen in transparenten dialog. Tako pa so namesto razuma prevladali lobiji in njihove interesi. Nauk je najbrž ta, da mora kulturo pometanja pod preprogo v cerkvi zamenjati nič manj kot nova kultura transparentnosti. Potreben je pošten dialog, odprta in brezrezervna razprava, ki edina lahko pripelje do tistega medsebojnega zaupanja, ki je podlaga in predpogoj vsake skupnosti, če se hočemo imenovati skupnost. Postavljanje vprašanj še ne pomeni razkola. Nasprotno, ravno z nekritičnim ignoriranjem resničnih in nakopičenih problemov si cerkev dela medvedjo uslugo. Zmeraj bolj je jasno, da je prav netransparentno okolje plodno gojišče najbolj divjih špekulacij in raznih zgodb. In končno, kaj je še pokazalo to poletje? In to se mi zdi najpomembnejše. To, da imamo slovenski katoličani svojo cerkev radi in da nam zanjo ni vseeno. Ti si Peter, skala, in na to skalo bom zidal svojo cerkev, je rekel Jezus Petru v Cezareji Filipovi. Protestanti in vzhodne cerkve najbrž na ta odlomek ne dajo, oziroma ne dajo kaj dosti na razlago, po kateri naj bi iz tega odlomka izhajalo tudi prvenstvo vseh Petrovih naslednikov, torej prvenstvo rimskega škofa. Tudi to, včasih je bilo to vprašanje danes v resnici ni več pomembno. Pomembna pa je simbolika skale. Namreč, cerkev dejansko je zgrajena na skali, tudi slovenska. Na duhovnikih in na laikih in tudi na škofih, zgrajena je na vseh nas z našimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Da slabe lastnosti so, najbrž nikoli nihče ni podvomil. Da slabe odločitve so bile, tudi to najbrž nismo nikoli dvomili. Tudi na tem živem jedru, na tej skali, bo naša cerkev rasla naprej in se tudi prenavljala. Če kdo išče novega Lutra, ga na slovenskem ne bo našel. Slovenski katoličan je zakaj takega preveč zmeren. Je pa zato med nami mnogo tihih in ustvarjalnih Frančiškov, tako klerikov kot laikov. Ti za svojo cerkev skrbijo dan za dnem, nedeljo za nedeljo in ti jo bodo skupaj s svojimi škofi tudi prenovili. Hvala.